prek mountain bike sem sploh začel ultrakolesarstvo, ker sem to dirko čez Avstralijo 4-krat vozil in ta tretjič, ko sem bil tam, sem spoznal tam Wolfganga Fashinga, to je ta etapna dirka z mountain bike čez Avstralijo. On je pa 3-kratni zmagovalec Amerike bil že, ne. In on mi je tam, ko me je videl, kako vozim, na kakšen način dirkam, kako, pač kakšen stil vožnje imam, moja sploh filozofija dirkanja, da sem zelo tak, vzdržljiv, napadalen. In on je mi rekel, da jaz sem pa vedel, da je on, sem ga ful sprašal v te dirke, jaz sem takrat imel to ful, privlačen in mi je rekel, Jure, probaj, se si rojen za to dirko, on me navdušil in potem sem naredil normo, prvih 24 ur v Kranju. To ne vem. Krožno, moraš ti, da na Ramu sploh prideš na štart, moraš ti imeti normo in norma je, da se na kakšni dirki, ki je normirana za Ram, to so te ultra dirke, ki jih je po Evropi in Ameriki kar nekaj, da si, ne vem, do 3. ali pa 5. mesta odvisen, kjer dirka je, kako je rangirana, če pa tega ne dirkaš, moraš pa sam zvoziti 24-urni kronometer, se pravi 24 ur si izbereš en krog in moraš v teh 14 urah narediti 700 km, vsaj 700 km, to je tam 30 na uro, moraš imeti pa sodnika, noter 2, od ultracyclinga, da to zmerta krog, da sta skozi zraven, da pišeta kroge in se to moraš prijaviti njim in poje oni te podatke se gor pošle in poje oni to pogledajo in poje vidijo, naredil je normo, če si izvozil in poje ti pošle certifikat, da si sprejet na Ram. 3 leta ti to velja, zdaj če v 3 letih ne greš, ti pa propade. Če pa enkrat končaš Ram, imaš pa doživljenjsko poje. Če enkrat končaš Ram kot zmagovalec? Ne, samo da ga končaš. Imaš poje doživljenjski pristop na... Si vabljen na Ram kadarkoli. Do. Gledam bicikel. Prej sem ga prijel v roke, moram reči, da je to lahko k peresce, Daj mi povej, kaj je najprej tako, nam te sprašal, kaj je najdražji na biciklu, verjetno, koliko je cena celega kompleta? Pa tako čist nauč za prijatelje. Tale kolo je 7,000 evrov. 7,000, ok. Ampak za tebe, veliko denarja, za tebe, kaj je na biciklu najbolj pomemben del? V bistvu, kjer največ, vem, da vsi deli sestavljajo celoto, to zgodbo vem, ampak na neki si verjetno občutljiv na kolesu. Kaj je to? Če je? Ja, je, sigurno, da je, veliko, sploh te deli pogonski ležaji, v bistvu sam to noto v gonilki? Ne, veriga, zobnik in to, in to, če ne teče lepo, če recimo veriga se ti raztegne po določenih številih kilometrov. In če te stvari niso nove gor, recimo stara veriga, star zobnik, to pojedeš ne škrtati, ni več dober, ne prešaltati več dober in to moraš pa zamenjati. To je najbolj občutljiv, ker to je potrošni material, ki se skozi obrablja, ki moraš skozi zamenjati. Sam okvir pa te stvari, to je pa itak skozi fiksno, se ne spreminja, ampak se pravi, te deli, ki so potrošni material, se pravi najbolj veriga, zobnik, ki to čutiš na pedalih. Ja, razumem, v bistvu tako čutiš ti, tudi upor čutiš v bistvu neki obremza. Veš, kaj me zanima, zdaj sem se prišel, kaj pa zic? Ja, zic je pa to, vidiš, taka zic, ki je tle, to je v bistvu čist klasičen dirkalen sedež, s tem dirkam vse dirke razen Rama, Ram pa dan drug sedež gor, mehen širši, mehen bolj udoben. Zato, ker je, zaradi tega, ker si toliko časa na kolesu, da bi me po moje zelo malo odprl ritne in tam je te poškodbe riti so lahko tam fatalne. To ne bova danes kazala, to danes ne snemamo. Zanima me nekaj še po sedežu. Določeni bicikli imajo en gel ali želatino. Verjetno... Ne, reče se gel, da ima malo gela, Kaj je to? To je izključno zaradi... Ja, zaradi tega, da je mehen bolj mehko, da je mehen bolj udoben, Sam, tale sedež, ki je taka dobra anatomija, meni ful odgovarja tale fizik in... Noro, pismo je res prav. Ja, se drugače je ozek, pa Čist je ozek, mislim, se... Po domači rečem za pič urat, tako je. Ne. Ok. Koliko biciklov imaš v kleti? 3? Ja. A ima ta tvoj bicikl kakšno ime? Imaš kakšno ljubkovalno ime za svoj najboljši bicikl? To je kar Jurko. Jurko, ja. Ok, good. Kaj pa, imaš kakšno žensko bicikl? Žensko kolo. Žensko kolo, da se pravilno izrazimo. Imaš kakšno žensko kolo? Ja, jaz se ženskega nimam, tukaj se vozim sam specialka žensko kolo, je še čist drugače okvir, pa tako ne. To varimam. Dobro, nekaj bi te še rad, to sva že v bistvu v humorju po teh stanjih predebatirala. Nekaj me še zanima, kar se tiče vzdržljivostnih športnikov. Meni so, z Juretom boš delal intervju,
to je pa ta ekstremist, ne. Da ti čisto osebno povem, beseda ekstremist pa ekstremni športi nisem čist blizu, no, rad govorim o vzdržljivostnih športih, o ultra vzdržljivostnih športih, raje kot pa ekstremnih, no, ampak, vzdržljivosti športi, kle so v igri ponovadi ljudje, rečem, v letih okrog 40. Od 30 naprej. Od 30 rečva, ja, ampak tam se gibljajo okrog 40, ko imajo svoj najboljši rezultat. Dušan Marolje, Irena Aubel, ne, kako si ti to razlagaš? Še z leti trga treninga ti pač vzdržljivost sigurno narašča. Brzina ti sicer malo pade, čeprav ni rečen, ne, poglej, Merlin Ottey, stara skoraj 50 let, pa še zmeraj je v špici svetovni, kar se šprinta tiče. To je odvisno tudi malo od organizma, veš, kakšna vlakna imaš, mišična, ne, imaš hitra rdeča, imaš počasna, hitra bela, počasna rdeča, imaš kombinacijo, jaz imam recimo kombinacijo, mene so to že testirali, tako da sem lahko tudi zelo hiter, ne. Koristiš usluge našega inštituta za kineziologijo na Grotanovi, na fakulteti za šport? Ne, bil sem enkrat pri Đorđeviću, to je 3 leta nazaj, pri njemu, tam na čez me je testiral. Srđan Đorđević. Ja. On ima to nekaj, te mišične vlakne. Strokovnjak. Ja, on mi je to povedal, da sem zelo hiter, ne, lahko tudi, zato tudi v kakšnih cestnih dirkah, tudi v šprintu sem zelo lahko konkurenčen. Imam jaz en šprint zate, pol na konc, ne bo o tem. Dobro, se pravi vlakna, razlagaš si vlakna, kaj pa v glavi, starejši ljudje, starejši športniki, če so pri istem vprašanju, ne? Jaz sem si skozi glavo to razložil, ne more biti nekak mulc na eni vzdržljivostni preizkušnji, ne, je potem raj športnik je malo starejši od tega mulca, sprav, ker je malo, sicer še zmeraj mlad po srcu, ampak ne, malo je skozi glavo kilometrov dal, ne. Ja, tudi izkušnje, ne. Izkušnje, to je zelo velika, to je ta faktor, veš, minulo delo, veš, koliko imaš naloženega, koliko pretreniranega, to se vse na teh sploh teh zelo ultra dolgih dirkah, ker je tudi psihični moment zelo pomemben, ne, veš, ker... Kle to v bistvu igra bistvo, ne? Ja, veš, kako je ena z drugim, recimo, ti imaš lahko mašino, ne vem kakšno, veš, organizem, vse, ampak če ti psiho odpove, ali pa obratno, ti imaš lahko, ne vem kakšno močno psiho, pa če ti jeter odpove, ali pa, ne vem, imun sistem crkne, ali pa dobiš, ne vem kakšne krče, ti to ne spasi, ne, še tvoja psiha, veš, eno z drugim mora biti, ne. Gre za to, da posvetiš življenje temu, ne? In prej si omenil, ne, vojska ti to da best omogoča, ne, se pravi, si pripadnik Slovenske vojske, kot vrhunski športnik športne enote. Zdaj pa, kaj me pa zanima, kle pri tej vprašanju, kako poteka dan v športni enoti? A mogoče ti narediš več sklec, kot ostali vojaki, ali imaš mogoče namesto jajc pa kruha, imaš mogoče ovsene kosmiče pa sadje not narezan? Kaj v športni enoti dogaja čez dan? Kako zgleda? Ne, športna enota je formirana tako, da so tam zaposleni pač vrhunski športniki, ki imajo pač te pogoje, ki imajo mednarodni razred in teh športnikov je zdaj že blizu 70. V naši športni četi? Športni četi Slovenske vojske. Nekaj jih imajo še zaposlenih policija, pa nekaj carina, ampak največ jih je v Slovenski vojski zaposlenih. In pač mi imamo... Zakaj vas uporabljajo? Ja, naša primarna naloga je to, da treniramo, da se v svojem športu, in dirkamo, da proizvajamo mislim, v narekovajih rezultate, ne. S temi rezultati ti potrjuješ svoj status za naprej, ne. Se pravi, če dosežeš določene rezultate, potem na konec leta oni to pogledajo, a si izpolnil se te norme in ti podaljšajo pogodbo. Tako da brez Slovenske vojske si jaz vrhunskega športa v Sloveniji sploh ne predstavljam, ne, kaj ti imaš vse eno socialno varnost, dobiš eno plačo, s katero lahko preživiš in to je to, ne. Imaš tudi potem... Se tako druge po svetu poteka, zadeva, vrhunski športnik? Tudi druge po svetu je veliko vrhunskih športnikov v državnih službah. Pač mi se pa probamo pač vojsko družiti z čim boljšimi rezultati, tudi potem s promocijo same Slovenske vojske po raznih prireditvah, svetovnih prvenstvih vojaških, ne vem, na kakšnih vojašnicah, ker je treba pač se pokazati, da tudi športniki smo Slovenske vojske, ki novačimo pač mlade fante za vojaško službo in tako, ne. Pač veliko načinov je, s katerimi probamo potem nekako to uskladiti pa se udolžiti, ne.